Vsak človek je rad lepo oblečen. Vsak človek je rad primerno oblečen. Ampak vprašanje je, kaj je sploh lepo? In kaj je primerno? Človeško delovanje, ki ureja razmere na tem področju, se imenuje moda. Modni oblikovalec je zagotovo en bolj zanimivih poklicev, vsekakor pa zelo kreativen. Od nikdaj lepe so Ljubljanke Slovenije. Lepše od Urške je bilo ni nobene. Nobene očem bolj zaželeno. V času ni cvetja, dekleta, ne žene. Ustvarjalec modnih oblačil je popolnoma nov program. Namenjen je tistim, ki želijo pridobiti ne samo veščine v izdelavi kolekcij oblačil, ampak tudi v samem oblikovanju tega. Do sedaj takega programa ni bilo, bili so strogo samo oblikovalci oblačil in izdelovalci, nekoč Vilje krojači. Naš program združuje znanje in veščine obeh. Midva iščeva smer ustvarjalec modnih oblačil. Tu bomo lahko jaz pomagal. Mladi, ki se pri nas izobražujejo v ustvarjalcu modnih oblačil, pridobijo znanja za samostojno izdelavo kolekcije. Ne samo za oblikovanje, izris, ampak tudi, da vedo, kakšni materiali pridejo v poštev, kako se materiali obnašajo pri uporabi in izdelavi, torej samostojna izdelava kolekcije. Sem v zadnjem letniku. Pa v šoli smo imeli nalogo narediti obleko. Jaz sem naredila obleko narejeno tako po korzetu, kar lahko tudi vidimo. Obleka ima tudi čipko, da naredi tudi lepšo. Na zadnji strani ima moja obleka sponke, kar so tudi zelo pomembne pri obleki, saj naredijo lepo obliko. Po končanem izobraževanju opravijo seveda poklicno maturo. In s poklicno maturo pridobijo 5. stopnjo izobrazbe. To pomeni, da se lahko zaposlijo v industriji, v obrti, lahko odprejo svoje podjetje, lahko pa seveda nadaljujejo izobraževanje, kar je seveda tudi trend, da nadgradijo svoje znanje. Moja obleka je narejena iz 2 materialov, iz žameta in elastana. Posebnost te obleke je, da ima zelo lepe volančke, ima tudi čipko, ima tudi til, ki je črno-rdeče kombinacije. Na zadnji strani pa ima po obliki korzeta. Ima tudi kapuco, v kapuci pa ima tudi rdečo podlogo. Usklajena s trakci in stilom in s čipko. V modulu ženskih oblačil vemo, da imamo tako trende oblačanja kot zgodovino oblačanja, da smo ženske zelo različno grajene. Tako da morajo mladi ne samo poznati, kaj se uporablja pri samem nošenju, kaj ženske rade nosimo, kaj je modni trend,
ampak tudi kako na posamezno žensko prikrojiti nek model. Torej, to oblačilo spominja na majskega hrošča, kot ste verjetno že sami opazili, predvsem barvno in po silhueti. Zanimiva je verjetno kombinacija pletiva in organdija. Pletiva kot bolj dnevni material, organdi kot bolj svečan material. Vendar pri tem modelu bi predvsem poudarila zaključek na krilu, ko se lahko nek šiv podaljša v neskončno linijo in se naključno konča. Enako, mogoče v povezavi s kapuco zadaj, če se malo obrne šanita, je kapuca tudi drugačne oblike in se tudi konča v neskončnost. Takole, naslednji model je bil delan na temo utrip srca, barve, kot vidimo, rdeča, črna. In pri tem modelu morda najbolj tista točka, ki zaustavi pogled, je sam utrip srca v obliki vzorčenja. Sam način vezenja zelo enostaven v šoli, na navadnem šivalnem stroju, vendar efekt zelo viden, ne? Ta obleka je pa sila preprosta, verjetno na prvi pogled, vendar zelo efektno deluje. Sestavljena iz samih črt. Tudi dostikrat pri takih modelih skoraj ne rabimo kroja, ker je to narejeno iz pletiva in pletivo samo zmodelira oblačilo. Tukaj se lahko res poigramo s temi detajli na začetku in na dolžini modela, kjer lahko res zelo spontano zaključimo samo oblačilo. Sama pletenina se pa tako navihano zaviha nazaj, kjerkoli, in to ni nič narobe, ker moda danes to vse dovoljuje. Takole modno revijo vedno zaključi letnik, ne, Majda? Ja, torej zaključni letniki vedno morajo se na koncu predstaviti z zaključnimi modeli, vendar vsako leto vključimo tudi prve, druge, tretje letnike, tako da spoznajo to proceduro, ta proces čez vsa 4 leta in se na koncu že res ta pravi. No, pa kljub samo tu se ne vrti vse okoli oblek v tej šoli. Ja, ko pripravljamo modno revijo, tukaj sodijo na koncu tudi pričeske. Tu povabimo Srednjo frizersko šolo iz Ljubljane na pomoč, tudi ličenje, Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, do čevljev, tukaj si pomagamo na vse mogoče načine, iščemo sponzorje, torej res modna revija ni samo obleka, je celostna podoba, je celostna predstavitev, tako da moramo res vključiti čisto vse elemente. Povejte, Majda, od začetka torej modne skice do končnega izdelka uporabljate kakšne metode poučevanja? Torej na začetku absolutno dijakinje spoznajo tisti mogoče, ne smem reči klasičen način, ampak tisti ustaljeni način, ko narišajo skico modela. Ta skica se lahko naredi na različne načine, na osnovi modnih trendov, na osnovi za oblačilo za določeno priložnost, morda si deklica zamisli oblačilo za določeno osebo. Torej, to je idejno izhodišče. Potem to pride na papir, skica. Ko je skica dodelana, ko je skica izbrana, se lotimo krojev. Tukaj nastopita pa dve poti. Lahko se lotimo krojev klasično, če pa je model tako zahteven, tako drugačen, unikaten, pa se lotimo kar na materialu. Lahko vzamemo material, gremo na lutko, ga obdelamo, gubamo, vezemo, tiskamo in potem grobo krojimo in fino krojimo. Torej dve poti. Tako da do končnega izdelka lahko pridemo res na zelo različne načine, predvsem danes, ko je moda tako raznolika in ko moramo biti tako individualno oblečeni, ko konec koncev skoraj ne moremo nekomu razložiti, kaj je pravzaprav sploh še moderno.